Najljubši spomini na mami so povezani s knjigo in z branjem. Če se ozrem na svoje življenje, se mi zdi, da je pravzaprav vsak moj korak zaznamovan z učenjem. Najbolj so ji očki zasvetli, kadar se je lahko kaj novega naučila, kadar je lahko povedala kakšno novo zgodbo. Sem delovala sprva kot učiteljica filozofije, potem sem bila zaposlena kot pevka, kasneje kot novinarka in nazadnje sem pristala na področju izobraževanja odraslih. Tukaj pa sem odkrila študijske krožke, kjer se mi je zdelo, da pa ljudje čudovito združijo svoje še neuresničene sanje, s pomočjo učenja prenesejo v stvarnost, v medčloveške odnose in pa tudi v priložnosti za razvoj svojega lokalnega okolja. Sem res malo literature razne, da ste se malo navdušili, da ste videli, kaj se lahko naredi, kakšne zgodbe naših vrhu. Študijski krožek me je navdušil zaradi tega, ker se pač s tem ohranja naša entiteta, naša korenike, naša tradicija. Ker delo s kamnom, delo z neko stvarjo, ki te veseli, daš tudi del sebe noter in svoje duše, rečemo. Pred 4 leti, ko smo začeli krožek, smo predstavljali tudi domače jedi, ki se jih je kuhalo pred toliko leti. Jaz imam nedeljsko obleko, ki smo se same sešivali. Jaz in moje prijateljice. Pri raziskovanju mlinov na Krasu, kar je bilo pa zame veliko odkritje, smo se morali zanesti pa kar na pričevanje domačinov, ker mlinarskih mojstrov na tem koncu pa žal več ni. Da smo pol se združili v ta študijski krožek in malo očistili te poti, slikali, si zapisali imena in karkoli je kdo še v teh mlinah vedel. Naenkrat sem odkrila naravo, ker sem bila prej pač veliko preveč v knjigah. Naenkrat sem pa opazila, da pravzaprav je okoli mene čudovit svet, katerega zakonitosti bi rada še spoznala. In tako sem se priselila, oziroma napol priselila na Vrhe in začela obdelovati svoj vrt. Zdaj, čisto v zadnjem obdobju od lani pa ustvarjamo novo društvo, Društvo Finžgarjeva galerija v Ljubljani, kjer pa ustvarjamo sintezo med umetnostjo, vseživljenjskim učenjem,